Črnogorsko kulturno-prosvetno in športno društvo Morača Kranj je bilo ustanovljeno leta 1998. Združenje šteje okoli 150 članov. Član Morače je lahko vsakdo, ki spoštuje statut društva. V članstvu je tudi določeno število Slovencev. Članstvo prihaja večinoma iz občine Kranj, manjše število pa iz Ljubljane. Dobro večer, Slovenijo! Dobro večer, Crna Goro! Dobro večer, uvažene dame i gospodo. Posebno mi je čast i zadovoljstvo da nas večeras mogu pozdraviti u ime prvog crnogorskog udruženja Društva Morača u državi Sloveniji i u svoje lično ime. Posebno mi čini čast i zadovoljstvo. Moram čitati. Pozdravljam konzulku ambasade Crne Gore u Sloveniji, gospođu Mirelu Tuzović. Pozdravljam požupana mjesne općine Kranj, gospodina Robert Gašek. Cilj društva je ohranitev in seznanjanje s tradicionalnimi vrednotami stare domovine Črne Gore, s kulturo in običaji. V okviru društva deluje šahovska, nogometna, planinska sekcija, pevska skupina društva Morača in folklora društva, ki je bila prva folklora na črnogorskem ozemlju. Večkrat letno se organizirajo črnogorske večeri, ki si jih ogledajo tudi nekateri ugledni slovenski politiki, gospodarstveniki in njihovi prijatelji. V imenu mestne občine Kranj, v imenu župana Matjaža Rakovca in seveda v mojem imenu, moje ime je Robert Nograšek. Težko si je zapomniti moj priimek, zato vsakim povem, da si ga zapomnim tako, da reče ne maram Graška, Nograšek. Nograšek. Seveda ene velike pozdrave konzularni predstavnici, gospe Mireli Tuzović, našemu kolegu, vašemu svetniku, gospodu Nevenu Polajnerju, vsem visokim predstavnikom iz Zagreba, društvom iz Maribora in vsem ostalim tukaj prisotnim en lep pozdrav v mojem in v imenu mestne občine Kranj. Seveda je ponos, da se pozdravim tukaj in vam povem, da želimo in seveda smo veseli, da je kultura multidisciplinarna. Ljudje med seboj moramo biti povezani. Ljudje se moramo družiti, imeti radi na kulturnem nivoju, ne glede na to, odkot kje prihaja. Seveda v vsakem področju na svoj kulturni način. Zato sem ponosen, da sem lahko tukaj danes z vami, da vas pozdravim in da ne boste mislili, da ne znam govoriti, ampak ne znam črnogorsko. Gospod Čerov je rekel, da me bo naučil tudi par črnogorskih besed. Ampak ja, služil sem vojsko v bivši Jugoslaviji, tako da moj jezik, srbo-hrvatski, tako so rekli, ako znaš srbo-hrvatski, priče po naše, pa te svi razumiju. Svi znam. To je jezik koji znam, koji moram pričati. Normalno, čitao sam stripove, koje smo svi čitali. Ne znam da žene to znaju, ali mi smo to imali da svoje, to je bilo naše. Tako da, a još u ta vremena znam i pjevala se pjesma i zato želim da se pjeva i dalje. Crna Gora je smalena, ali je hrabra i poštena. I nek taka i ostane. Sve najbolje! Sodelovanje z občino Kranj je dobro, kako tudi z drugimi društvi z območja Kranja, Ljubljane in Jesenic. Aktivno sodeluje tudi s črnogorskimi društvi iz Hrvaške in Srbije. Društvo je poznano tudi v Črni Gori in v Evropi. Črnogorsko kulturno-prosvetno in športno društvo Morača Kranj velja za prvo društvo, ki je bilo ustanovljeno kot povezovalni most med Slovenijo in Črno Goro. Društvo Morača pozornost usmerja predvsem v razvoj kulturnih odnosov med državama. V svoji zgodovini so zato gostili več kot 100 Črnogorcev, ki so svojo kulturo predstavili slovenskemu občinstvu v Kranju. Predsednik društva Čedo Đukanović pravi, da želijo črnogorsko kulturo in navade prenesti na svoje otroke, ki so rojeni v Sloveniji. Poudari, da trenutno v Sloveniji biva okoli 6300 priseljencev iz Črne Gore. Vsakoletno pripravijo srečanje, ki je bilo tokrat na Kokrici pri Kranju. Spoštovani prijatelji društva Morača, spoštovani gostje, spoštovani predsednik. Zelo sem vesela, da sem spet pred vami, zakaj pa sem prosila za besedo. Nihče pa zdaj še ni čestital našemu predsedniku
ko ga je občina Kranj celo društvo počastila z posebnim odlikovanjem. Ne, se ni treba, vse dovolj na glas, s posebnim odlikovanjem. In zaradi tega sem se odločila, da gospod predsednik zasluži Gorje in Spinagelj z Smrenčico, ki se ji reče Jelka, da imajo tudi društvo planincev. Tako da je to simbolično, seveda pa pri Gorenci ne gre brez dezinfekcijskega sredstva. Gospod predsednik Čedan Đukanović me je prosil za par besed, ampak vidim po obrazih, da že poznate mojo zgodbo velikega prijateljstva s Črnogoro in s Črnogorci. Glavni pobudnik, da sem spoznala, da v Kranju sploh obstaja to društvo, je veliki akademik Peter Vlahović. Verjetno ga večina poznate, žal je pokojni, in on me kliče en dan iz Beograda in pravi: Tanjice, ima v Kranju neko društvo, odlično, mogo li da dođem v Kranj, pa da me ti vodiš? Nisem imela kamo, da ga vodim. Nekako smo se našli in to je preraslo eno prisrčno prijateljstvo. Gospod podžupan me gleda, pa bom mogoče samo njemu povedala, kaj je tisto, kar me je najbolj navezalo na Črnogoro in Črnogorce. Po izobrazbi sem antropolog in imela sem to čast, da sem pregledala skeletne kostne ostanke, ker je to del mojega poklica bil, da sem od Njegoša pa vse vladike oziroma vojvoda Mirka, Danila in še nekatere druge. Ustavilo se je pri kralju Nikoli, ker pač sorodniki so še živi in tega niso dovolili. Toliko v informacijo. Za zaključek bi želela samo eno drobno Njegošovo misel. Ko na brdo, ak i malo stoji, više vidi, no onaj pod brdom. Za mnoge je Slovenija prava druga domovina. Tu jih sprejmemo, spoštujemo, obravnavamo enakopravno, tu so našli svoj dom in tu bodo tudi ostali. Hvaležni so za vso podporo, ki jo v mestni občini Kranj nudijo etničnim skupinam iz nekdanje Jugoslavije, ter tako pomagajo ohranjati kulturne običaje ter omogočajo prenos znanja iz roda v rod.